Kako uravnotežite svojo privatno in svoje službeno življenje? Aleksander tukaj, to današnje coaching vprašanje naj vas spodbuja k temu, da boste našli čas za sebe in da boste našli čas za svoj poslovni uspeh. Veliko ljudi danes, ko včasih podaljšajo v službi, imajo slabo vest, ali pa včasih, ko naredijo nekaj za sebe, imajo slabo vest. Uravnoteženo življenje pomeni to, da boste našli čas za sebe, za družino in da boste našli čas za svoj poslovni, karierni uspeh. Pomembno je to, da karkoli že počnete, da ste tam prisotni in da se ne ukvarjate s tem, kje drugje bi morali biti. Ni pravila danes, koliko časa rabite trenirati, koliko časa rabite meditirati, koliko časa rabite preživljati čas s sabo. Pomembno je, da se dobro počutite. Ko delate, uživajte v delu, ko ste v družinskem času, v privatnem času, uživajte v družinskem času in se ne ukvarjate s tem, ali je preveč, ali je premalo, temveč iščite načine, kako bo vaše življenje tako uravnoteženo, da boste vi srečni, da se boste dobro počutili in seveda, da bodo drugi družinski člani z vami uživali trenutke, ki jih imate na voljo. Najslabše je pa to, da izberete družinski čas ali pa čas za sebe in ob vsemu temu nenehno razmišljate o službi ali pa, da si vzamete čas za službo, za kariero, za svoj osebni razvoj in z slabo vestjo razmišljate o tem, kaj vse bi še lahko doma naredili ali kaj bi lahko naredili, ko posvečate čas takrat karieri oziroma svojemu poslu. Tako da moja spodbuda je, uravnotežite življenje tako, da namenite čas družini, karieri, da razumete, da so obdobja, ko morda eno področje nekoliko trpi in potem nujno skompenzirajte to, takoj ko bo ta pik ali pa stres ali pa neko obilje dela ali pa obilje družinskih obveznosti prišlo na vrsto. Uživajte v življenju, bodite srečni, bodite nasmejani in želim vam seveda, da s tem, ko ste v dobrem čustvenem stanju, uživate uravnoteženo življenje. Sami se odločite, da boste imeli to kot vašo prioriteto, da boste in srečni in zadovoljni, ko ste v službi in ko ste doma. Ko uživate čas z sami sabo, ko uživate čas z družinskimi člani, ko se učite, izobražujete in ko delate. V vsemu in v vsakem trenutku lahko najdete veliko pozitivnosti in dobrega. Ko me čaka, da se vidimo na naslednjem coaching vprašanju, upam, da je bilo to koristno. Kliknite na like, delite, komentirajte, pomagajte mi pomagati večjemu številu ljudi. Hvala, ker ste. Se vidimo na naslednjem.